Francoski pisatelj in neutruden borec proti vsem oblikam gotovosti v svetu, Paul Fauleroux, je v enem od svojih del zapisal: le eno manjka mojemu veselju, da se ne razširi po vsem svetu. Najhujša gotovost je verjetno prav zakrknjenost, zaslepljenost srca. Pri njej človek razpada od znotraj. Avtor je nedvomno mislil na veselje evangelija, ki napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom. Ljudi, ki dovolijo, da jih odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti. In prav to veselje evangelija je tisti zaklad, tista sveta ponudba, ki jo kristjani lahko prinesemo svetu. Pravzaprav mu jo moramo prinesti. Če tega ne storimo ali ne bomo storili, kot smo slišali v evangeliju, bodo prišli drugi, od vzhoda in zahoda, od severa in juga, in bodo oznanjali drugačen nauk. Jezus pa naroča v današnjem psalmu: pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. To Jezusovo naročilo je ključnega pomena za poslanstvo Cerkve danes, saj je Kristus ključ narodov in naj bi Cerkev, ki je neke vrste v Kristusu zakrament, znamenje in orodje za notranje zedinjenje z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu, s to Kristusovo svetlobo razsvetlila vse ljudi in naj bi v ta namen poslanila evangelij vsemu stvarstvu. Slovenci se lahko pohvalimo, da imamo kar precej pionirjev oznanjevanja evangelija na drugih kontinentih. Če se ozremo malo okrog sebe, se lahko prepričamo, da evangelij še ni prodrl v zadostni meri vse pore sveta, a da se še ni dotaknil vseh človeških src. Lahko bi celo rekli takole, da je svet danes potopljen v cunami zla. Vedno več je poizkusov, očitnih in prikritih, da bi odtrgali človeka proč od Boga in spremenili vrednote, ki izhajajo iz tega odnosa, in jih napravili po svoji lastni podobi. Pri nas poskuša to napraviti dobršen del politike. Pred nami katoličani torej veliko izzivov, na prvem mestu pa je delo evangelizacije. Lahko rečemo, da je med Slovenci verska nepoučenost zelo velika, čeprav imamo toliko literature na razpolago kot še nikoli prej. Od prevodov Svetega pisma, radiogledališče, katoliških revij in še marsičesa drugega. Vprašanje je samo pri človeku samem osebno, ali je on zato, da se informira, da se pouči, ali ga bodo mediji potegnili na svojo stran. Kje se torej lotiti te ključne naloge, ki nam jo je zaupal Gospod? Najprej se moramo vnovič približati evangeliju, predvsem pa ga približati tudi oddaljenim katoličanom. Frank Padilla, ustanovitelj gibanja Živi in deli Kristusa, je zaradi tega načina življenja imenoval mnoge krščani pogani. Današnja Božja beseda nam odpira pogled na čudoviti Božji načrt za vse narode sveta, brez razlike. Prerok Izaija v Božjem imenu zapiše tole:
Jaz jih bom poslal k narodom, k tistim, ki še niso slišala mojega oznanila in ne videla mojega veličastva, in oznanjali bodo moje veličastvo med vsemi narodi. Pripeljali bodo vse naše brate z vseh narodov in jih dali v dar za Gospoda. Ali ni to čudovit Božji načrt, veličasten načrt? Vprašanje je samo eno. Kdo bo tisti, ki bo pripeljal te brate in sestre v Gospodovo hišo? Ali so to jaz, ali si to ti? Frank Padilla pravi, da danes ni več samo ena ovca, ki se je izgubila in jo dobri pastirišče. Nasprotno pravi, danes je 99 izgubljenih in le ena varna v domačem hlevu. Evangelizacija izgubljenih ovc je torej nujna. Zakaj? Nujna je zato, ker ljudje živijo in umirajo v grehih. Gre za njihovo in našo večno srečo. Drugič, vsak dan izgubljamo katoličane. Zakaj? Odtrgajo jih posvetne skušnjave ali pa različne sekte. Nekaj torej potrebno storiti. Ne moremo kar brezbrižno gledati, kako hudobni duh uničuje ta čudovit Božji načrt odrešenja za vse ljudi. Ali kot z drugo besedo lahko rečemo, ne sme nam biti vse eno. Enako velja zdaj, ko se bo kmalu začela šola in verouk, ne sme nam biti vse eno, kako bodo naši otroci vzgojeni ali vzgajani. Ne sme nam biti vse eno. Če se v besedah današnjega evangeljskega odlomka vprašamo, kaj je torej potrebno storiti, da bomo lahko stopili skozi ta ozka vrata, ki nam niso najbolj pri srcu. Se nam v luči prizadevanja za novo evangelizacijo ponuja tale odgovor. Tako kot pri Padili, živi in deli Kristusa. Kaj to pomeni? Najprej, da ni dovolj zgolj poslušati Božjo besedo in obiskovati bogoslužje. Tako kot so rekli apostoli Jezusu. A ni dosti, saj smo s teboj jedli in pili in ti si učil po naših ulicah. To je premalo. Živeti moramo kot novi ljudje v Kristusu in v moči Svetega Duha. Saj je Jezusova beseda vendar jasna. Dejal je, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak tisti, ki veliko govori, Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta v nebesih. Apostol Pavel pa nam daje zelo dober nasvet, da naj preverimo sami sebe, kako živimo. To pa je najtežje, preveriti samega sebe, kako jaz živim. Sami pravi se preverite, ali ste verni in preizkusite se, ali ne spoznavate, da je Jezus Kristus v vas. Potem pa je tu še deli Kristusa. Ta nasvet pa kliče k aktivni udeležbi pri širjenju evangelija. Toliko načina in sredstev imamo danes za to, da glede tega ne smemo biti nezadovoljni. Nihče nima pravice biti srečen sam. Kot je Gregorci zapisal, gorjemo, kdor v sreči biva sam. Krščanstvo ni vera samcev ali samotnih ljudi, ampak je vera skupnosti. To je zapisal tudi že omenjeni Rolf Polerot in naša največja sreča je oziroma naj bi bila vera